Lep pozdrav, Mihael Žmahar sem s tabo in danes imam nov mini dokumentarec o kristalih. Vse veš, da je zelo rad učim o kristalih in kristali imajo toliko veliko informacij, toliko veliko znanja ponujajo, toliko veliko možnosti, da evo imam nov dokumentarec zate. Zdaj kristali, včasih so jih uporabljali kralji, preroki, kraljice, sami neki izbrani ljudje, in zaradi tega, ker so se zavedali njihove moči, njihovih sposobnosti. No, danes jih pa uporabljamo lahko vsi ljudje v življenju, ampak moramo vedeti, kaj kristali so. Moramo, če res hočemo njihov potencial izkoristiti, pa res hočemo, da ta bitja, energijska bitja delajo z nami in da znamo njihovo energijo upravljati, je fajn, da razumemo, česa vse so sposobni. To je zelo podobno kot, dobiš nov računalnik. In potem ljudje vejo, na novem računalniku lahko uporabljam internet, pa lahko pišem. Super, fajn, da znaš to. Fajn pa je, da veš, kaj vse druga ti še omogoča računalnik, da lahko na njemu delaš videe, da lahko na njemu programiraš, da lahko na njemu rišeš, da lahko na njemu vodiš podjetje. Vse to omogoča računalnik in isto kristali. Ljudje imajo zelo osnovne informacije glede kristalov. Ljudje zelo malo vejo, kaj so kristali v resnici zmožni in evo, zato bi ti danes rad par več teh informacij dal. Prva stvar, preden pa začnem, bi ti pa rad povedal, da če gledaš ta video, potem te kristalna znanja kličajo. Samo to, da veš, začnem se šolo za kristaloterapeute, na kateri bom specializirano in globoko učil o tem, kaj so kristali zmožni in kako jih lahko ljudje uporabljamo. Samo to, da veš, kje iskati več informacij, da te nekam usmerim, da ti dam možnost, da se lahko razvijaš na tem področju. Zdaj pa imam zate 3 sposobnosti kristalov, za katere večina ljudi ne ve, da jih kristali imajo. 3 moči kristalov, katere lahko že ti začneš uporabljati v svojem življenju. Prva stvar je, ali ti veš, da znajo kristali naravno zelo močno komunicirati z celicami fizičnega telesa? To pomeni, celica v našem telesu ima neko zavest. To se pravi, celica ima neko zavest in to zavest radiira v okolico. In celico si predstavljaj kot neko živo bitje, kot neko bitje, ki ima neko lastno komunikacijo. In celica komunicira z okolico in preko tega komunikacije išče v okolici, vibracijsko hrano, išče vire, iz katerih je sestavljena. Kdo pa še ima lastno zavest? Kristal. Kristal ima tudi lastno zavest. In kristal tudi vibrira, radiira v okolico, tudi ima svojo auro, s katero pošilja energijo v okolico. Zdaj pa glej, zanimivo stvar. Naše celice so naravna energija, valjda naše telo, biološko telo pripada delu narave, planetu Zemlji. In kristali so del naravne energije, kar pomeni, da sta ta dva, to se pravi kristal in tvoja celica v telesu, naravno komunikacijsko kompatibilna. To pomeni, da sta oba naravna komunikatorja drug z drugim. Veš, tako kot je tebi naravno, da se pogovarjaš z svojo mamo, pa ti je naravno, da se pogovarjaš z sosedom, je kristalu naravno, da se pogovarja z drugimi biološkimi strukturami. In ena izmed teh bioloških struktur je celica. Zdaj pa gled zanimivo stvar. Naše celice v našem telesu se včasih porušijo. Včasih ljudje zbolimo, včasih se počutimo slabo, včasih pojemo nekaj toksičnega in se nam energija v celicah poruši. No, kristali po drugi strani pa nimajo nestabilne energije. Kristali so skozi sestavljeni v stabilni energiji. In kaj se zdaj zgodi? Ko naša porušena celica, ki je postala porušena zaradi neprave hrane, zaradi toksičnega razmišljanja ali pa nekega okoljskega negativnega vpliva, ki je celica poškodovana v nas, ko kristal začne radiirati svojo kodo naravne sestave v celico, začne elementale v celici postavljati na pravo mesto in sprožati zdravilno energijo v celici. To je tako, kot da imaš magnet in imaš risalne žebljičke in so vsi raztrešeni, pa pozameš magnet in greš nad risalnimi žebljički in jih kar postaviš v vrsto, kar zbereš jih na kupo. Isti vpliv ima na celice kristal. Zaradi tega, ker ima tako močno naravno kodo organizacije, stabilne organizacije, da celico potegne na svoj pol in jo stabilizira. To je taka sposobnost, zakaj imej kristalov, zaradi katere ti priporočam, da imaš kristale v svojem življenju. Druga sposobnost, ki tudi veliko ljudi ne ve, da jo imajo, je, ali veš, da ima kristal sposobnost, da kopira zavest iz okolice nase. To pomeni, ti imaš kristal in greš na morje.
Morje oba vemo, da je fantastično, ne? Tam diši, tam je neka zdravilna energija v zraku, pa te aerosoli, pa ta energija narave, morja je taka zelo pomirjajoča, zelo pomirja duha, telo, regeneracijska, ne? In zdaj greš ti na morje in hočeš to zavest morja prinesti domov v svoj dom. Ti veš, da ima kristal možnost, da skopira nase zavest morja v tem primeru in da ves ta občutek, kako se ti počutiš v morju, ob morju, lahko zaradi prisotnosti kristala, ki je sprogramiran z morsko energijo, čutiš ponoven doma. Da ta mir, ki ga ti začutiš, ko pogledaš morje, da ta regeneracija, ki se ti sproži, ko ti povohaš morje in vse te soli, da lahko kristal ti to zagotovi doma, če sprogramira na prav način z morsko energijo. Si vedela, da je to mogoče? Nisi, najverjetneje, ne? Mi lahko energijo gozda preko kristala prinesemo v svoj dom, mi lahko energijo puščave preko kristala prinesemo v svoj dom, energijo rastlin preko kristala prinesemo v svoj dom. Si predstavljaš, da imaš nekaj, kar seva energijo tistega, kar želiš izkušati doma v dnevni sobi? No, to so kristali sposobni narediti. In tretja sposobnost, ki bi ti rad danes povedal o kristalih, je, da imajo kristali, da ponujajo kristali zmožnost upravljanja energije nadaljavo. Kaj zdaj to pomeni? Zdaj ti dam tak primer. Ti lahko sprogramiraš kristal in ga, na primer, daš svojemu otroku, ki gre v šolo v naravi. Tebe kot starša, zdaj ti je pomembno, da je otrok varen, da je otrok srečen, da se dobro počuti in nekako ti hočeš vedeti, kako se otrok ima. Valjda pač otrok je še majhen, ne? In želiš paziti na njega. In mu daš sprogramiran kristal in preko tega kristala lahko ti dostopaš do otrokove aure in bereš otrokovo energijo. In če čutiš, da rabi večjo stopnjo varnosti, mu lahko preko kristala pošlješ to večjo stopnjo varnosti. In bo kristal na drugi strani, tam nekje daleč v šoli v naravi, začel programirati auro tvojega otroka. Ali pa imaš prijatelja iz Avstralije in ne vem, hodi prijatelj čez žalovanje, ker mu nekdo umrl in ne moreš biti fizično v njemu, lahko sprogramiraš kristal, mu ga fizično pošlješ po pošti in s tem, ko bo on držal kristal v roki, je čisto isto, kot da ima tebe fizično tam in imaš dostop do njegove energije in mu lahko pomagaš zdraviti njegovo žalost in mu lahko daješ sočutje in mu lahko pošiljaš energijo, ki jo rabi. To je ena izmed fantastičnih sposobnosti kristalov. In danes sem ti hotel pokazati 3 take res močne, eterične sposobnosti, ki jih imajo naši kristali in ljudje ne vejo na zemlji, da jih imajo. In zdaj, če te to zanima, vse to, kar sem ti povedal in seveda še mnogo več, kako se programira kristale, da lahko nadaljavo pomagaš drugim ljudem z njimi, kako kopirati zavest iz okolice v kristale in to zavest prenesi domov, da si 365 dni na leto v energiji morja v svoji dnevni sobi in kako poskrbi, da bodo tvoje celice se začele opirati na stabilnost kristalov. Vse to in še več te bom naučil v šoli za kristaloterapevte. To je poletna šola, ravno pravi čas za visoko frekvenco kristalov, ker je nivo svetlobe na tem planetu zelo močen. In ukolikor želiš postati certificirana kristaloterapevtka, se nauči delati kristalnih terapij za čustva, telo, za preprogramirati telesa. Ukolikor želiš, da te naučim vsega tega in še več in dobiš kristalne meditacije, kristalno glasbo, katero lahko uporabiš za vodenje svojih kristaloterapij, dobiš ogromno informacij, skript in vsega in doživljenjski dostop in nebeško shrambo z vsemi videoposnetki in še. Potem se prijavi na to šolo, zagotovo si mesto v njej, zaradi tega, ker vsi, ki pridejo na ta tečaj, so navdušeni. Dejansko dobivam nenormalno dobre feedbacke ljudi. Dejansko mi ljudje potem pošiljajo maile, veš, kaj sem naredila s kristalom, pa sem naredila kristalno mrežo, pa sem temu pomagala, pa s tem sem se sošla. Dobivam dejansko te odzive z terena in teh je ogromno. Tako da res verjamem, da je ta tečaj nekaj, kar lahko pomaga tebi in ljudem okoli tebe in če hočeš ti tudi zaštartati novo kariero kristaloterapeuta oziroma kristaloterapeutka. Tako da več informacij je na povezavi, ki je nekje ob tem videu. Tako da vesel sem, da smo se danes združila. Zdaj te pa lepo pozdravljam in ti pošiljam en lep kristalni pozdrav.